Danes vam bom poskušal predstaviti zgodbo lokostrelca in njegove družine, ki je vpeljan posel avtoelektrike zamenjal za službo, ki je bila hkrati tudi njegov hobi. Stanko Natlačen se je v nekem trenutku moral odločiti in odločil se je za lokostrelstvo. S svojo strastjo je počasi okužil celo družino. Poglejte si del njihove zgodbe. Ja. Tukaj na tej mizi lepim, tukaj imam že razporejene dele za krake. Se pravi, nekaj priprave je že bilo v tej smeri, za to narezati, za nekaj malega pobrusiti. No in tukaj si razvrstim, da imam lepo vse, da kaj ne pozabim, kakšen del. In potem tukaj zmešam lepilo, dvokomponentno, in potem to z lopatico lepo nanašam na tele dele. No, potem se to že, ko je namazano, pride to tako nekako zloženo, en tak enat. Tu so spodnji deli, tako da ta pride že na drugo stran. To pride takole. V bistvu takole. Potem je ta del za gozda. No, ko je to namazano, ali potem v prešo. Tukaj imam namensko prešo za te zadeve. Takole. Potem stisnem gor, napumpam zrak notri, da se prilagodi, vse skupaj preši in potem tole se kakšnih pol ure do uro cvre notri. Potem pa vzamem ven in to že kot neki komplet. Zdaj sicer nimam v tej fazi primernega za pokazati, ampak lahko pokažem potem naprej, kako pride tako na surovo zlepljeno, sam delček. Ko pride, sem tam je dvojni, pa potem razrežem. Ja. Ja. No, to je zdaj za tale ukrivljeni. Tradicionalni ukrivljeni lok. Potem bo to lažje pokazal na naslednje faze dela. Ne. Meni se lokostrelska zgodba, pravzaprav ne vem, že kot osnovnošolec sem rad delal loke, pa smo se tam dol fantje preganjali ravno tam, kjer imamo sedaj strelišče klubsko. In tam okolici reke Pivke smo se že to malo lov, pa to pa izdelovanje lokov, puščic. To naša generacija več ali manj, kot se pogovarjam z ostalimi, ko pridijo kupci naših let, ne, to so vsi še iz tistih časov, smo iz tistih časov, ko smo si sami delali loke. In ko je moj prijatelj dobil eno puščico iz Trsta, pobarvano, fabriško narejeno, se nam je kar mešalo. Zdaj bi pa rekel, tako puščico beži. Žena je sponesla kavo. Super. Kavo imajo dam. Ja, jaz upam, da pije kavo, ne vem, nisem nič vprašala. To je pa moja žena, ki je tudi tekmovalka, reprezentantka. Žena je pa že kar zdaj zadnjih, bi rekel, 10 let že skoraj stalno v reprezentanci v 3D-ju. Pa državnih rekordov ima toliko, da verjetno niti sama ne ve koliko, ker nekatere ima boljše kot članske. Tako da ti povem, da 900 krogov, dvoransko, to ima vse boljše kot člani. Se kar drži dolgega loka. Ne. Pa se je naredil compound, ker ne vem, če ima tukaj 10 strelov, pa se ni dopadlo, to preveč mašine. Pa je malo tako z goljem poskusila, pa tu nekaj preveč. Potem smo pa začeli delati dolge loke, tak lesen lok se je pa dopadel, pa je začela to počasi. Ne zmaguje stalno, ampak recimo, da je stalno med prvimi. Na vsaki tekmi jo lepo vpraša, koliko je naredila, s spoštovanjem.
Konkurenca, ne. Pa tudi ostali, no, saj. Smo že kar navajeni. Tako da za dvorano in tarčno streljanje je rekel, kar dominira pri ženskah, pa tudi pri moških je zelo visoko, rekel, redko kateri moški boljše v dvorani. Zunaj pa je pa malo daja, ker nima močnega loka, pa ima bolj tako parabolo, da mora paziti na veje, da ne pobira gor drevje. Ima velik lok in potem se jezi, če kakšna veja štrli preveč na progo. Pa malo, ja, vidiš vejo tam, ja, išla vejo pa mimo tarče. Ja, pa bi se malo pokliknila, ker ima ne, sploh ni opazila vejo. Da bi pa pokliknila, pa sploh ne. To je moja, ne vem. Ja, je. Drebo meda brez sladkorja. Drugače pa moderno lokostrelstvo se mi je pa začelo dogajati pred dobrimi 40 leti, ko je moj sosed tukaj dobil en lok iz Amerike, kopavnteže. Jaz sem pa že eno leto prej kupil v Trstu enega birčka dvojnokrivnega. Sam tisto je šlo, dokjer ni šla tetiva, pa potem sem eno leto imel pauzo, ne. Potem sem dobil eno drugo, sem naredil preveč vozilo, ker je bila predolga, ne. In je bila spet samo za en teden in tako sem potem imel spet pauzo nek časa, ne. Ja, dokjer nisem dobil po tej povezavi preko soseda, ki je potem spet skupaj delal z nekom, ki se je tudi začel ukvarjati v Ljubljani, sta skupaj naročila loke v Ameriko. Potem sem dobil pa to vezo z lokostrelci, potem je pa to tativo imeli tam še Dejan pokojni, Brajvas, v spletu, kot podržaj to dela. In je bilo 15 minut narejena tativa, jaz pa bošček eno leto prej nisem mogel streljati, zaradi 10 minut, 15 minut dela. Tako je, take so potem trneve tiste. Ampak takrat, ko sem jaz tukaj začel, sem bil v bistvu prvi lokostrelci zahodno od Ljubljane. Tako da smo mi tam 80. leta ustanovili klub, bil to 8. klub v Sloveniji. 7. je bil kamniški, se pravi, vse drugo je bilo pa prej gor Koroška, Kranjska, Ljubljana, Kranj, pa gor še prej so bili pa gor Muta, Maribor, Ljutomer, tisti konc, ne. Tako da mi smo bili potem že 8. No, od teh, ki še obstajajo, teh klubov smo mi v bistvu 6. najstarejši v Sloveniji. Potem se je pa to začelo. No, izdelovati loke sem pa začel kasneje. Se pravi, 80. leta smo ustanovili klub, 90. leta smo zares zalaufali. Enega 87. sem začel pa že z enim drugim prijateljem dele to kombinirati, izdelavo lokov in potem je to šlo na vse bolj na večje in večje, ne. Tako da zdaj še, rekel, pred korono krizo oziroma še leto nazaj, pred krizo, smo mi delali tam po 1500 lokov na leto. Prvič, ko sem imel 6 novih aluminijastih puščic, na prvem treningu sem naredil Robin Hooda na 25 metrov, tako da mi jih je ostalo samo še 5, še 4 sem šel po Avstrijo na tale alpski pokal, smo imeli takrat. Sicer sem potem tam kupil še druge, ampak včasih je bilo to bolj tesno vse skupaj, smo bili bolj revni s to opremo. Danes je pa to, reš pa da so trgovino ali pa naročiš pa dobiš. Glavno so čisto drugačni pogoji, kot so bili pred 30 ali pa 40 leti. Ampak tiste čase smo se pa imeli bolj lepo. Se je zdaj tudi lepo, ampak takrat smo bili lokostrelci neki ekstra, smo bili malo čudni za narod. Ko sem jaz ustanavljal klub, so rekli, nek v tem smislu, če nisem že dovolj star, da sem še vedno igran z lokom. Pa je bilo takrat že lokostrelstvo, je bilo lokostrelstvo že na olimpijadi, je bil že postružnik takrat že 8. na olimpijadi, pa tako naprej. Ja, eni pa kar še to otroška zadeva, ne.
pa ni, ne. Tako da bi rekel, zdaj se je to precej spremenilo. Zdaj je vseeno že skoraj 40 klubov v Sloveniji. Pa čisto drugačen odnos, no. Ljudje so se že naučili tega, da so se že sprijaznili, da je to resen šport. In večinoma prizna, taki, ki so samo enkrat poskusili, pa so mogoče celo malo, bi rekel, tako podcenjevali šport, priznajo, da ni tako enostavno, kot izgleda. Tako to je. Vseeno terja eno dovolj veliko koncentracijo. Mogoče glede moči se da to rešiti s primerno opremo, ampak je treba imeti pa dobro koordinacijo, psiho, še kakšne druge take na on, ki se končajo. Ali bolj po žepu, ne? Ne splača se, za začetek se ne splača kupovati nek zelo dober lok, pa, pa premočen lok predvsem, ne? Bolje je začeti z lažjim lokom, bolj enostavnim, pa potem se vidi, kam pelje, ne? Potem, ko si mislimo drugi lok ali tretji, potem pa tisti že lahko primeren, recimo lok primeren, kupimo primeren lok velikosti, moči in tako naprej, pa namenu, za kakšen namen ga želimo uporabljati. V klubu variramo tam, zdaj nas je okrog 30 tekmovalcev, pa še recimo, da je zraven še 30 ostalih članov. Drugače smo pa tudi še 2 leti nazaj, nas je bilo pa čez 50 tekmovalcev, pa okoli 100 članov. Potem pa, kot pride v vseh klubih, pa začnejo interesi, različni interesi in potem gremo malo narazen. Je pa pri nas tudi tako, da recimo v našem klubu so z drugih sosednjih občin, pa ko jih je tam recimo 15 ali pa 20 že v našem klubu, pa ustanovijo svoj klub, pa je tisti trenutek vsi, pa takoj nekje 20-30 članov, ne? Pa potem tu v letu ali pa 2 spet nadoknadimo, ne? Tako da v bistvu mi vsako leto, 20 do 30% članov izgubimo in dobimo na novo. Vsi. Ja, sicer da Tomaž še najmanj tekmuje, ni tako, bi rekel, res samo na vašo tekmo, pa našo, pa Budanje. Tako je 4 tekme na leto, pa ima dovolj, ne. Drugače pa Andreja pa že v bistvu zdaj ta trenutek malo poškodba ramena daje, tako da ne more s polno močjo streljati. Jaz se pa trudim, letom primerno. Žena pa bolj zagrizena. Tista, ki bo sam malo zdrava, da ne bo dolg čas, ne, je postala najbolj zagrizena. Ja, največji uspeh je sigurno svetovni prvak mojega sina, Andreja. Tistih ostalih tekem tudi, iz teh velikih prvenstev ima že 3-4 medalje, tudi pri mladincih v Aerohedi je bil v vrhu, je bil 3. na svetovnem, pa ekipno so bili prvi takrat, pa tako, ne. A takrat je imel malo smole, ki jo ne morem pozabiti še zdaj, ne. V finalu na 50 metrov 3 pušice, nadaleč je bilo videti, kot da so 3 centri, v resnici so bile pa 3 štirke po centrem. In zgubil za en krog. Njegov konkurent je pa 4 na levo, 4 na desno, pa 1 petko lik da je zadev. Pa 3 takole, grupo, da so bila pa res na centri. Grozno, mislim, to se ne morem potolažiti še po 15 letih. Ne, a to misliš, Andrej, ne. Pod psihičnim pritiskom enkrat je rekel, veš, fotor, težko biti natlačen. Vsi pričakujejo, da boš kar zmagal, pa da boš vedno dober, pa ne vem kaj. In to vem, potem ta pritisk tak, da moraš. Pri nas smo vsi dobri bili vedno in In potem je tak, se že kar pričakuje, ne. Recimo reprezentantka je tudi že medalje pobrala na svetovnem nivoju. Kocman je bil z našim ročajem, tem, ko smo tukaj kazali, kako brusi Andrej, s tem ročajem je bil že zdaj 17 leta, je bil 3. na svetovnem prvenstvu v Franciji.
Tako da taki uspehi so pomagali. Slovenskim kupcem v glavnem prodajemo preko direktno iz trgovine, klubom, posameznikom. Tako da direktno gre ta prodaja. No. V tujino gre pa največ preko posrednikov. Ja, no, če pa grem potem še na izdelavo dolgih lokov, podoben postopek, bi rekel skoraj isti postopek, tu je potem že en tak surov, bi rekel komaj iz peči, pa še malo pobrušen, pa dodana ušesa so že dolepljene z nekaj dodatkom. No, potem se pa to na to osnovo potem dolepimo različne vrste še lesa, mikarte in takole. Ko je pa dokončno zbrušeno in polakirano, izgleda pa tako. No. Stanko je odložil novi lok v trgovino, kjer ga bo prišel prevzeti kupec. Pokazal mi je še, kako se izdelujejo ročaji. Tu so res vrhunski mojstri. No. Potem se tele mesne limonade se lepo potem namaže, tako je recimo delno zlepljen, oziroma ta je že kar zlepljen pred obdelavo. Dizajnerski ročaji, ki prihajajo do lokostrelcev, so mojstrsko delo Andreja Natlačnika. Andrej s CNC strojem po lepljenju materiala izreže osnovno formo ročaja, ki jo potem obdela z brusilnim strojem. Njegova spretnost je neverjetna. Andrej pa je tudi oblikovalec napisov in risb na mincovih lokih. S kirurško natančnostjo nariše na ročaje in krake motiv po vaših željah. Imel sem ga priložnost opazovati pri delu, ko je za naročnika narisal zelo lep emblem za nahrbet jakne. Njegove poteze po risalni površini te prevzame. Naprej gre pa potem še brušenje, pa lakiranje, pa brušenje, pa lakiranje, pa brušenje, pa lakiranje. Tako da v glavnina, bi rekel, vsaj 80-90% dela je na brušenju. Brušenje in brušenje. V Mincu dobiš lok v kompletu, od krakov, ročaja, tetive in napisov. Tehnologije in zahteve naročnikov jih spodbujajo k temu, da izdelujejo lepe in vrhunske loke. Stanko je na 3D progo Šentloka vzel lok, ki ga drži v roki. Tako. Izdelava lokov ima svoje skrivnosti. Ni pa nobena skrivnost, da rabiš za vrtanje lukenj vrtalni stroj. Samo za ta film sva prevrtala enega od lokov. Ni hudega. Lok je bil potem postan k Andreju v obdelavo. Zrcalno ta lok je za levičarje, ta bo za desničarje. Potem tukaj zarežem na tračno žago in potem gre na brušenje, tako kot smo videli Andreja, kako deluje. No, v začetku smo skupaj študirali te zadeve, tako da jaz sem predvsem delal ročaje, on je bolj na krakih delal, pa smo potem skupinirali. Od tega tudi so potem začetnice firme Minc, ker sva skupaj ustanovila firmo. No, v glavnem gre to vse iz izkušenj, ne. Tukaj nas je predvsem reševalo, rekel, da smo tekmovali na visokem nivoju, pa smo potem to znanje vse posod, že strelsko znanje posod pobirali. Potem pa, če veš, kako mora delati, potem lažje nekaj narediš tudi v tej smeri, ne. Znaš poskusiti in tudi potem
Tako da vse to, kar je zdaj po YouTubih in to je podobna tehnologija izdelave, če gledamo tam Američane, kako izdelujejo te dolge loke pa ukrivljene, to je vse podobno kot naše. Ni nič novega, ampak to smo mi začeli že vse prej, predno je prišel na YouTube. Pa ponovadi prvi lok rata, pa drugi, ki hočeš še izboljšati, pa je slabši. Prvič, če pride kakšna reklamacija, največkrat pride na račun kakšne lepotne napake, ki se potem kasneje pokaže ali pa ne vem kaj. Tako. Ampak to govorimo o procentu ali pa 2. Material je pa v glavnem vse tuji. Lepilo je tuje, steklena vlakna, karbon je tuje, vse tuje. Lesi so v glavnem egzotika, je tudi tuje, tam od ameriškega oreha do zebrana, pa venge, pa zdaj tele recimo te lepljenci, ki so različnih barv, tu imamo nemške ali pa finske. Karbon dobimo z Grčije, fiberglas z Avstrije, torej vse posod z cele Evrope se to skupaj, ta material. Pri nas dobim take stvari, kot je lak, brusni papir, ki tudi tuj ponavadi. Take stvari, no. Mislim, dobim pri nas precej tega materiala, ampak je tuj material. Ne. Zdaj mi delamo loke malo serijsko, tako da ne delamo vsakega posamezno, da bi točno rekel, koliko časa. Računam, da gre recimo za en delovni dan, za en normalen lok, pa recimo, če je malo lepši, pa gre to par dni, ne za lok. Ampak to gre vse tako, danes 15 minut, oziroma zdaj 15, čez 1 uro, recimo 1 uro v preši, pa potem spet ko je na vrsti, spet 10 minut razreza, pa ne vem, pa 10 minut brušenja potem, ampak tako, malo serijsko, tako da bolj računam mesečno, koliko naredim, ali pa ne vem, da se to obrača potem, ne vem, 100 mesečno, ali pa včasih se je 100-150 mesečno tudi včasih, ampak to so potem prioriteta bolj na otroških ali pa začetniških lokov, ker taki lepi loki pa že terjajo svoje, ne. Ampak takrat sem imel še 3-4 leta nazaj naročila po 100 ali pa 150 lokov naenkrat, v enem naročilu. In ko mi je najbolj zagustilo, sem imel kar skok, ko je začela gospodarska kriza po Evropi in po svetu, ne. Sem rekel, jaz kar ne traja, pri nas je takrat poskočilo iz 300 lokov letno na 1000 letno. Potrojilo se je pri isti zasedbi, kadra se je potrojila proizvodnja. To se mi je kar mešalo, kar iz 100 lokov naročenih mi je kar na 600 naraslo v enem mesecu. Potem je bilo treba to. Potem je trajalo 2 leti, da sem prišel na čisto. Tako je dober občutek, da vidiš, ampak za vse stvari preveč, tukaj po Sloveniji več ali manj tako, da smo v tujini bolj cenjeni kot doma. Ljudje sploh ne vejo, da mi v bistvu 80% proizvodnje izvozimo, ne. Če ne bi bili zadosti, bi rekel, zadosti sprijeti ali pa zadosti cenjeni, sigurno ne bi. In to že 20 let recimo v tujino. Jaz prosim. Predvsem je to dober šport za odklop, da se odklopimo od vsakdanjega življenja, ne. Ker pozabimo malo na vsakdanje skrbi. Tako da je lepo, no. Sam od 5-6 let pa tja do kjer lahko stojijo in vidijo in streljajo. V glavnem, pri nas je to že kar normalno, da pri 80 letih še kar nekaj streljajo, ne. Taki otroci majhni so pa ponovadi v spremstvu svojih staršev, ki jih potem to počasi vpeljujejo v šport in v tako državnost. Kakor se kdo vzame. Če si preveč kompliciramo stvari, potem je zahtevno. Če pa gledamo tako z čist rekreacijskega užitka, pa da nismo tako, bi rekel, podrejeni temu, da moramo zadeti, ne, potem je to bolj enostavno. Tudi se nimamo, se nič kaj preveč sekiramo, če zgrešimo, ne, če se povedal,
veš, to če zgrešijo, zadovoljeni. In v bistvu tukaj smo tako narejeni, da v bistvu zgrešeni zadetki so del igre, ne? V bistvu je že kar malo dolg čas, če ni kakšnega, ne? Če gre vse v sredino, je že malo dolg čas. Vabim vse interesente oziroma vse navdušence ali pa, ki želijo biti navdušeni za lokostrelstvo, da nekje poskusijo streljati, da se povežijo s klubi, da kontaktirajo najbližji klub, to se da vse poiskati na internetu, in da poskusijo streljati in potem mislim, da bojo kar navdušeni. Večina je navdušena nad tem in potem bi rekel, vsem želim vse v zlato, kot je star lokostrelski pozdrav.